In tega sem se pravzaprav želel dotakniti, ker po vaših besedah je namen Nevidnika nekak zibelka domišljije od leta 2013, če se ne motim, piše na vaši spletni strani. Te lahko mogoče prosim, da po svojih najboljših močeh skušaš strniti vse spomine iz preteklosti, kako so se v bistvu začeli tisti prvi ljubiteljski in kako je šlo proti, rečva temu semi-professional, zdaj organizaciji, kjer smo zdaj, kjer moraš v bistvu že odvračati obiskovalce. Torej, kako je šel ta razvoj? Ta zadeva je zelo boleča, bomo še malo počakali, da gremo do tja, še malo kave. Inspiracija morda. Tako, lahko rečemo, kako smo začeli. Zdaj, treba razumeti, da namen Nevidnega je pravzaprav rado kot njen mini projekt znotraj društva Gilgalad. Jaz sem od leta 2007 že članica, pomislim, dosti let predsednica društva Gilgalad, ki je društvo ljubiteljev Tolkienovih del. V Sloveniji v osnovi literarno društvo, smo vse drugo kot to, po mojem. Je pa to tudi eno najstarejših geek društev v Sloveniji, ker je že letos praznujemo 25. leto. Tako da res imamo ful močno tradicijo. Se pravi, še pred letom 2000, kdaj ste začeli? Ja, 98. 98, wow, geeki! No, jaz nisem bila takrat še zraven, ampak nismo toliko stari. Tako da in tam smo dejansko ta ekipa, ko smo torej Gilgaladovci, bom to uporabljala, ker nam je malo lažji. Mi smo res veliko hodili naokrog, kaj se dogaja v tujini. Hodili smo na Sferakon v Zagreb, to je več kot 40 let staro sci-fi društvo. In v bistvu gre za dogodek, ki je nekaj podobnega kot danes namen Nevidnega, gre bolj za Comic-Con varianta, ni tipičen anime-con, right? Je bolj sfera odvija okoli fantazije. Bom rekla, malo je kompleksno reči. Štartali so kot sci-fi, zelo tipična sci-fi konvencija, pa se je zdaj spremenilo nekaj splošno, tudi letos je bilo daleč največ animejev, kar sem jih jaz videla tam, kadarkoli do zdaj, ampak to je pa ta shift v generaciji, ker vsi hočemo tudi mlajše generacije, ne želimo samo za isti letnik graditi, in se je videlo, da se pač to tudi tam pri njih spreminja. Začnejo prevladovali. Mainstream, to je to, zdaj smo tu, taking over. To se mi zdi, da je dosti tak preplet vsega skupaj, da mogoče se včasih vse skupaj kupčkali, pa ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, ampak bom dala na primeru Slovenije, pač sem imel Gilgalad za fantasy, včasih je bilo društvo Prizma, ne vem, koliko jih poznajo. Prizma je bilo sci-fi društvo, ki je tudi organiziralo konvencijo Konfuzija, ki pa je na nek način inspirirala idejo Namen Nevidnega kasneje. Konfuzija potekala 2006 pa 2007, da se nisem zamotila. Tudi Sloanjem je bil enkrat prisoten na tej konfuziji. Je bil tako. Uradno predstavništvo Sloanime. Sloanim je skoraj 20 let star, zdaj vemo, ti zametki v bistvu trajajo toliko časa nazaj. 2006 je bil skoraj 20 let nazaj ljudje. Sloanime je stric iz ozadja. Mislim, da včasih vsa društva skušala, tudi danes je seveda ta težnja po sodelovanju, ampak včasih je bilo v bistvu še bolj pomembno za to, da dobimo v bistvu skupnost na eno mesto. Presenetljivo, koliko jih je preživelo, če tako tu gledaš. Danes še tukaj vsi. Glede na to, da gre v bistvu samo za amaterska pa ljubiteljska društva, mora biti pač v ospredju ta težnja oziroma goreča želja po ohranitvi nečesa brez nekega monetarne ambicije. Mislim, sploh takrat, ko je bilo še toliko manj članov v teh društvih, oziroma še toliko manj fanov na splošno. Bom popravila. Gilgalad je imel v času filmov, ko so prišli ven, več kot 300 članov. Kar je tako enormno. To takrat, ko še povezava, tu je bila težka, ker še internet tu ni bil tak razvit. Mogoče malo sem to, da boste razumeli. Gilgalad je, rečemo, se začel najprej združevati na Ircu. To je bil Irc kanal. Bez downloading sanje. Torej vsi tisti, ko ste pod 20 let, googlite, kaj je Irc. Ne, pravzaprav, to je današnji Discord. Kinda. V bistvu je bil social media plus chat, nekako si lahko delil marsikaj, mislim, da so pač delali, ne vem, če si imel spletno stran, si delil lahko gor spletno stran, delal si lahko objave, basically, ni bilo samo chat in karkoli. Glavno je bilo pa res to druženje. Da si imel skupnost na enem mestu.
Torej, IRC bi bila nekako tista primarni način komunikacije. Tako kot za Sloanime forum, potem še pred 20 leti. Ja, tudi Sloanime je imel IRC. Je tako? Imel tudi? Tudi je bil, ja. V bistvu smo imeli celo svoj chat, smo imeli pa še... Ja, ok, to se spomnim. Mislim, da še zdaj obstaja, ampak... Po mojem se takrat družina na dosti podoben način se začela kreirati, to je bilo 2000 do 2008, rečemo tako dolgo obdobje. Pač jaz sem bila še predtem, rečemo, na virtualni Bradavičarki, ne vem, koliko vas je tam tudi bilo. Ja, poznam veliko ljudi, ko je bilo tam.